Dober dan si skupaj v to leto 2022. Upam, da ste lepo preživeli te božične in novoletne praznike. Trenutno nekaj kuhamo. Drugače pa smo tudi postavili jaslice, tako kot vsak let. Leto 2021 je bilo kar zanimivo. Naredil sem malo več kilometrov kot leto prej. Naredil sem malo čez 2000 kilometrov. Cilj za kanal smo podarili, torej moj oseben cilj je bil 1000 naročnikov za leto 2021 in trenutno smo na 1400, malo čez 1400, tako da hvala vsem. Dajmo si zdaj cilj narediti za to leto, dajmo probati 3000 ali pa 4000 naročnikov. Mislim, da je to kar lep cilj. Kakor ste videli, decembra nisem kaj dosti objavljal, sem delal na te, bi rekel, side projekte. Zdaj, eden je že v bistvu končan, torej trasa za event, ki ga imel letos, torej 212 občin. Ta bo taka zanimiva, 13 dni, 2600 km, 30 000 višincev. Bom probal vse to v živo, da bo pol tudi folk iz drugih držav lahko videl, kakšna je Slovenija, kakšne so ceste. No, pa tudi sam hočem malo vedeti, kakšne so ceste. Drugače pa ja. Da vidimo, kaj še je tacga. Torej, kolesarski cilji. Torej, za letos bom probal spet iti na vse dirke. Zdaj 4 nove so, ki še nisem šel. Torej, vzpon na kuhinjo, to je pri Kobaridu nekje. Krompirjev pokal, torej prva dirka, mislim, da je od Bambi, krožna in pa še dve. Tako da bomo videli, te so nove, na ostalih pa sem že bil. Zdaj še zmer čakamo za Alpe, naj bi nekje do februarja zvedeli, kdaj bojo. Ampak ponovadi so bile v prvem tednu julija. Meni se di julija, prvi teden julij. To bo še zanimivo. Je malo daljša trasa, malo več višincev. Bom probal letos malo večkrat zmagovati na dirkah, torej na posamičnih dirkah. Ne sam pol na koncu za skupen pokal. Imam še par takih tekem ali dogodkov, ki se jih hočem še udeležiti. Torej ne samo v Sloveniji, ampak tudi v sosednjih državah. Tako da, bomo videli, kaj bo z tega ratalo. V kratkem naredil še en video za predstavitev vseh tekem, ki bojo v pokalu Slovenije. Teh je za zdaj 20. Torej, če vključimo še Alpe, jih bo 21. Je pa res, da še zmeri Kolesarska zveza čaka na kakšno tekmo za kronometer, ki ni še nobene, tako da bo vsaj ena za kronometer. Enih par takih zanimivih je Marostarjev kronometer, torej Podpeč, 10 km čiste ravnine. Druga opcija je, tako kot je bilo lansko let, v Kopru. Se je tudi tam 10 ali 8 km čiste ravnine, ko gre trasa čisto ob morju. Ena opcija je še, kaj je kronometer Maraton Franje. V bistvu je bil zmeri kronometer ob petkih, pa pol Maraton Franja v nedeljo. Tako da to je še ena opcija, za kakšne druge pa že ne vem, za kakšen drug kronometer, ki bi lahko še šel za to. V kratkem bi bil ta video za predstavitev vseh tekem, torej kakšna je trasa, koliko dolga je, koliko višincev narediš, koliko je tehnično zahtevna, kje poteka, kdaj poteka, tako da, vse to se bo zvedeli. In juhca je že. Torej, snega ni nič več, dež pada, je bil za en čas. Sem dal tudi en vlog o tem, koliko snega je bilo, ampak se ni kaj dosti zadržal. Bi rekel, je dober teden je bil, pa ga pa je že pogaj pa bo bralo. Da vidim, sem še kaj pozabil, kaj novega. Torej dobili bomo sončno elektrarno. Smo se že pogovarjali z večmi podjetji, torej kaj ponujajo, koliko stane. Tako da smo se odločili za 10 kW. Če hočeš zvedeti kaj več o tem, lahko napišeš dol v komentarje. Drugače bomo pa itak, kakor se bo vse to dogajalo, bom sproti delal videa, se bo videl cel postopek. In to smo dobili letos. Cestna, amater, prvo mesto, skupno prvo mesto in pa še tretje mesto za vzpone. Torej, ta velik je pa za prvo mesto na skupinskem kronometru. Zdaj nimamo še nobene omarice z našo ekipo, torej za Virtuslo ekipo, tako da sem ga pol kar res vzel. Bili smo končali 2 urci cone 2, bilo kar zanimivo. Torej, zdaj smo imeli 3 tedne treningov, tako da zdaj ta teden je sam cona 2, cona 1, recovery week. Tale ventilatorček lepo na te drugo stopno od 3 in pa še spredi klele, enega pa kle, enega.
pa pol na stream daš, direkt na stream. Pa se pol lahko s folkom pogovarjam, da cajt hitreje mine. Res, to mi je ful pomagal, že tako, da sam ne gledaš tiste vate in to je to. Tako se pa lahko saj malo s folkom pogovarjaš, pa mogoče prek Discorda se pogovarjaš z njim, pa pol tudi vozijo s tabo. Tako da pride malo bolj zanimivo, kot če sam tiste vate gledaš ali pa Zwift, sam tisto gledaš. Vse pride, vse je zanimivo, ampak ko imaš ne vem koliko ur za sabo na Zwiftu, pa poznaš vsak delček trase, ni glih pol več, ne vem koliko zanimivo. Kakšna dirka je še, tja do 1 ure se še da ful živati, ali pa tja do 2 uri dirka je še kar v redu, kar je pa že več kot 2 uri, je pa že tisto, a bo že konc, ne bo konc. Tako imam pa chat in pač se lahko pol pogovarjam. Tako je to moj setup. 2 kompa, gaming PC, streaming PC, bo povezan med sabo. Za sliko, zvok je itak prek omrežja. Kar se tiče fitnessa, sem zdaj trenutno na 82 fitnessa. Je kar v redu, no, ampak ni tak, kakor bi mogel imeti. Je treba to kar malo zvišati, če mislim pol narediti tistih 260 km, ko imam planiran za letos. Treba to kar nekaj, 100, 110, po mojem 110 bo v redu za kaj tacga. Tako da moram kar za 30 zvišati, kar je kar visoka cifra, no. Vem, da moram dati malo več volumna noter, malo več biti na kolesu, da lahko bolj normalno speljem moj event, kaj drugače se veš, ko je. Če mišice niso navajene, pol je kar hudič. Pa te že po prvih par dneh začnejo boleti in pa si v krizi. Pa ne gre nikamor, pa gre vsakič bolj počas, pa zamujaš, pa se bolj slabo konča. Znaš, dajmo se oblečiti. Treba še vsa okna zaprti. Torej, tega 2, 3 okno. Imam vse 3 odprta zmeri, kad drugač prije pa vroče noter. Pa je pol hudič. Je pa ful velika razlika, če imaš ti ventilatorje ali pa če jih nimaš. Recimo zdaj, ko sem imam te ventilatorje, še sam nisem čist nič zašvical. Tudi spod kolesom ni nič, čist suho. Preden sem imel te ventilatorje, torej T2, pa še posebej tegale, je bila ponovadi kar ena luža pod mano. Takoj, ko sem končal, pa nima veze, kaj je bilo. To je ena dobra stvar teh ventilatorčkov. Dajmo se preoblečiti. Evo. Oblekli smo se, okna smo zaprli, zdaj treba še trenažer pospraviti, tole odmakniti, sklopiti, tole 25 kg spoteš, premakniti in pa zdaj sam ven potegaš, ga zapelješ malo nazaj, takole, daš malo nazaj, ventilatorček spodaj. Sedaš sem. Cak, cak. Evo. Tole daš dol, malo nagneš. Upam, da ste uživali. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.